Lepo pozdravljeni na nadaljevanju teh naših razmišljanj o poslovni odličnosti, o prikazovanju teh dobrih praks, katere v Sloveniji lahko prikažemo, katere si lahko med sabo tudi izmenjujemo. V nadaljevanju sicer imamo malček manj časa na voljo, pa kljub temu sem vesel, da lahko med nami pozdravim še 3 naše sogovornike, ki bodo predstavili svoje dobre prakse, potem bomo pa nekaj besed tudi na to temo še pogovorili. Seveda vas pa hkrati tudi vabim, da vsi, ki ste tukaj prisotni, aktivno sodelujete, da v bistvu to poslovno odličnost razvijamo skupaj naprej. Torej, z nami so dr. Samo Kopač iz Urada za meroslovje Republike Slovenije, potem magister Gorazd Mihelič, direktor javne agencije Spirit Slovenija in pa gospod Barbara Peherc iz Ministrstva za javno upravo. Pred nami so torej 3 referati, 3 predstavitve, pa predlagam, da dr. Kopač začnete s svojo predstavitvijo. Hvala lepa. Lep pozdrav v imenu Urada za meroslovje. Pravzaprav je to že naredila Dominika zjutraj. Pa vseeno, jaz bi kot uvod v tole okroglo mizo rad malo povedal nekaj izhodišč dal glede, mi smo temu rekli, ekosistema poslovne odličnosti v Sloveniji. Pa bi rad pravzaprav malo naredil primerjavo, kaj pravzaprav v tem trenutku imamo in kaj bi radi dosegali. Zaradi tega je tudi vlada sprejela v januarju letošnjega leta strategijo poslovne odličnosti do leta 2030 celo, s katero upamo, da bomo zadeve malo pognali naprej. Zdaj, kar se tiče same poslovne odličnosti, te pristopi so po svetu poznani že vrsto let. Skupna točka jim je, kako pospeševati, kako promovirati konkurenčnost podjetij, organizacij. Če omenim samo nekatere po svetu, Deming Price, Baldrige Program in pa seveda v Evropi model EFQM, ki ga več ali manj vsi poznate, skratka Evropska fundacija za kakovost. V evropskem prostoru je ta zadnji model seveda najbolj razširjen, v končni fazi ga tudi v Sloveniji najbolj poznamo, tudi v okviru priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost se ga uporablja, pa seveda model CAP, ki ga je prej omenjala gospa Barbara Zupanc iz MJU-ja, ki nekako se uporablja v javni upravi, osnova je pa več ali manj ista. Seveda, ko smo pripravljali strategijo poslovne odličnosti, smo ugotovili tudi, da imajo različne panoge, različni resorji tudi neke svoje sheme, vstopne, kakršnekoli že, ali pa modele. Danes smo jih tudi nekaj videli, kako se posamezna podjetja ali pa posamezne organizacije tega lotevajo. No, ampak če zdaj začnemo z dejanskim stanjem v Sloveniji, pred 20 leti je država vzpostavila najvišje priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, za dosežke na področju kakovosti in odličnosti proizvodov, in sicer z zakonom, tako imenovan PRSPO. Letos ravno 20 let praznujemo. In to je bila nekako spodbuda za organizacije, da bi se vključevali, da bi te sisteme upeljevali v svoje delovanje, da bi zagotavljali pa izboljševali svojo konkurenčnost. Seveda je pa ostalo pri tem, da smo ostali pri priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost, medtem ko opažamo, da seveda tiste spodbojevalnih shem v Sloveniji nismo vzpostavili.
Za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost se lahko prijavijo katerekoli organizacije iz gospodarskega ali pa iz javnega sektorja in v okviru teh postopkov lahko tudi prejmejo te organizacije mednarodno veljavne certifikate, saj je Slovenija, pravzaprav Urad za meroslovje, ima licenco od IFQM-a, da te stvari lahko podeljuje. Kakšni so pravzaprav rezultati v teh 20 letih? Imamo 15 zmagovalcev, PRSPO, 29 finalistov, 24 prijemnikov IFQM certifikatov, 16 prijemnikov diplom za posebne dosežke, 200 usposobljenih licenčnih ocenjevalcev, preko 100 izvedenih izobraževanj z veliko udeleženci, veliko izvedenih ocenjevanj in pa preko 100 ocenjenih organizacij. To so pač rezultati. Je pa res, da v zadnjih letih, predvsem pa v tistih letih, od takrat, ko je nastopila gospodarska kriza, pravzaprav opažamo veliko upadanje prijav za to priznanje. Zaradi tega smo se odločili, da pripravimo strategijo, kako s poslovno odličnostjo v Sloveniji naprej. Kot sem že omenil, je strategijo sprejela vlada v januarju in pojmo malo skozi to strategijo, da pogledamo, kaj smo pravzaprav naredili. Oblikovana je bila ena zelo široka delovna skupina in če se spomnite, nekateri od vas ste bili verjetno tudi lani tlele, smo imeli lani okroglo mizo tlele gor na temo, ki je vodil gospod Novak, na temo priprave strategije poslovne odličnosti v Sloveniji in danes se pravzaprav pogovarjamo bolj o rezultatih vsega tega dela. Jaz sem zelo vesel, da je na predstavitvi pred odborom za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, da je bil pravzaprav enoglasno podprta ta strategija, kar jaz mislim, da bo tudi dalo veliko prednost pri izvajanju nje same. Vizija je tukaj gor napisana, dosegli smo veliko konsenzov in določili štiri osnovne strateške cilje, ki so tukaj navedeni, se pravi najprej institucionalizacija področja poslovne odličnosti. Predvsem gre za to, da smo določili nekega sistemskega povezovalca in da smo poskušali bolj sistematično pa bolj sfokusirati vire v te izvajalce, ki so tukaj našteti. Drugi cilj, ki je po mojem mnenju pravzaprav najbolj pomemben, pa je tudi tisto, kar sem uvodoma povedal, da smo ugotavljali, da je temu smo rekli vstopne sheme prepoznavanja odličnosti, da jih je treba vzpostaviti. To je drugi cilj. Tretji cilj, ki smo si ga zadali, je, da se sistematično razvija poslovna odličnost v družbi, če malo poenostavimo, predvsem veliko promocije na primeren način izobraževanja in tako naprej. In kot četrti cilj, ki smo ga pa čisto na koncu dodali in je zelo pomemben, se pa nanaša na javni sektor in javni sektor, če je že vlada sprejela to strategijo, mora postati seveda zgled odličnosti. Mi moramo vedeti, da je vlada že pred časom sprejela strategijo razvoja javne uprave, ki ta del že precej na široko obravnava. Nekaj smo danes že videli s predstavitev, danes je tudi z nami gospa iz MJU-ja na to temo, tako da se sama strategija poslovne odličnosti bolj skoncentrira na gospodarstvo. Videli smo tam tisto rožico je predstavil, mislim, da že dr. Richard danes. Res je, mi smo postavili pri
oblikovanju te strategije gospodarstvo v sredino. Iz tega vidika je ta strategija narejena in javni sektor je tisti, ki pravzaprav podpira gospodarstvo, da lahko dosega boljšo konkurenčnost. Seveda veliko je še za narediti, o tem bodo govorili moji nasledniki. Jaz bi vas za konec samo še opozoril na to, da za leto 2018 je bil javni razpis za prijavo za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost objavljen v konec januarja v Uradnem listu in je tudi dostopen na naši spletni strani. Tako da s tem bi jaz zaključil, pa potem v razpravi kaj več mogoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Predstavitvi bi pa povabil magistra Miheliča. Lep pozdrav še z moje strani, kot rečeno, jaz sem Gorazd Mihelič, v bistvu direktor Spirita od leta 2015 dalje. V današnji prezentaciji bi jaz mogoče to mojo prezentacijo delil v dva sklopa. V bistvu v prvem delu bi povedal nekaj besed v bistvu o agenciji, o naših programih in pa vključevanju v bistvu tudi tega novega programa spodbujanja poslovne odličnosti v naše delovanje in pa tudi mogoče o odnosu agencije znotraj same sebe pri nasnem delovanju do poslovne odličnosti. V drugem delu pa bi v bistvu mogoče nakazal aktivnosti, ki jih bomo delali, bomo rekel, na strani države, zato da bi to poslovno odličnost, bomo rekel, razvijali v nadalje in da bi v bistvu dopolnili to nagrado v en povezan sklop. Zdaj, agencija kot taka je bila ustanovljena 2013 in je predstavljala združevanje treh agencij, takrat tehnološke agencije, agencija za spodbujanje podjetništva, pa tujih investicij, pa internacionalizacije, to je JAPTIA, pa Slovenske turistične organizacije. V bistvu to, kar se je takrat naredilo, je, da so se tri agencije povezale v eno celoto, pri čemer se pa sami procesi ali pa organizacija temu ni prilagodila. Mi smo zato, šele v letu 2017, sredini leta, postavili neke vrste novo organizacijsko strukturo, ki je postavila, tri področja, za katerih agencija obstaja, kot temeljne organizacijske enote. Eno je spodbujanje tujih neposrednih investicij, eno področje pokriva tehnološki razvoj, manjši del, predvsem pa podjetništvo, to je drugi steber in tretji steber je spodbujanje slovenskih podjetnikov in internacionalizaciji. Hkrati smo pa oblikovali dve podporni skupini. Ena del je bil vezan na finančne spodbude v okviru te finančne perspektive in en del je vezan na, rečemo temu, promocijo, marketing države v tujini za vsa področja. Zdaj, lansko leto smo tudi mi dobili en evropski projekt, pripravljen evropski projekt, ki krepi obstoječe aktivnosti, dejavnosti Spirita, ki jih že do zdaj izvajamo, in pa pomemben del tega projekta pa naslavlja tudi povezovanje posameznih podpornih inštitucij v eno bolj povezano celoto, zato da bi do uporabnika, podjetnika nastopali enotno. Zdaj, če hočeš nek tak sistem, recimo, vzpostaviti, moraš biti sam dobro organiziran. Zato smo, kot posledica tegale, lansko leto tudi začeli z, rečem temu, prvi koraki uvajanja ene poslovne odličnosti v naše delovanje. In začeli smo z eno takole sliko kot temeljem, logike delovanja Spirita. Mi smo redefinirali, oziroma opredelili 30 izdelkov ali pa storitev in pa programov, ki jih delamo za različne, podjetnike po Sloveniji. Za te 30 programov in izdelkov smo opredelili nek količinski obseg, koliko jih bomo naredili
In pa druga stvar je, zelo jasno smo definirali pomiko cilje ali pa kazalnike uspešnosti tega, kar delamo. V bistvu naši izdelki in pa programi so pa vsi neke vrste povezani z tem, da ne bi vplivali ali pa bi pospeševali dvig dodane vrednosti med podjetji oziroma vsaj na določene elemente, ki vplivajo na dvig dodane vrednosti, lahko vsak od naših programov v bistvu vežemo. In to je bila praktično osnovna struktura. Mi praktično zdaj v tem trenutku izvajamo, rečem temu, opisovanje ali pa definiranje nekih ključnih procesov in v aprilu, bomo rekel, tudi kot posledica neke aktivne vloge nadaljne vloge pri pospeševanju poslovne odličnosti, bomo tudi izvedeli v bistvu presojo rečem temu internih procesov pa našega poslovanja po EFQM modelu. Tukaj imam čisto na kratko v bistvu par besed, ki se rekel Spirit ima tri segmente, podjetništvo, tehnološki razvoj je en segment, v tem delu v bistvu podpiramo močno dve mreži. Ena mreža je mreža tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev, izdelkih inkubatorjev, ki upravljajo v bistvu storitve za to startup ekosistem. Druga mreža je mreža spotov oziroma točk, ki nudijo določene storitve pomoči pri ustanavljanju, registracije podjetja, pa tudi svetovanje z tega področja. Potem imamo pa še kar nekaj programov lastnih ali postojevanja z nekimi partnerskimi inštitucijami, ki jih delamo za podporo ženskega podjetništva, prenosi lastništva, spodbujanje podjetništva med mladimi, neki projekti mestnih jeder. In zdaj, bomo rekel, v letošnjem letu bomo tudi v ta nabor programov vključili tudi en program spodbujanja poslovne odličnosti, pa nekaj tem več v nadaljevanju. Drug segment se tiče internacionalizacije, gre za to, da preko različnih storitev ali pa projektov poskušamo slovenskim podjetjem pomagati pri vzpostavljanju poslovnih kontaktov v tujini in pa, rečem temu, promocija Slovenije kot destinacije za tuje naložbe in pa pomoč investitorjem pri tem, da sprejmejo odločitev za to, da se neka investicija zgodi pri nas. To so te večji sklopi. Zdaj bom rekel toliko mogoče o nas. Aktivnosti so zelo, bom rekel, široke, vse so usmerjene neke vrste v pomoč podjetjem. Zdaj, lansko leto smo tudi mi v bistvu bili del tega procesa postavljanja, rečem temu, strategije poslovne odličnosti. In eno temeljno spoznanje, ki se je skozi moče že prej, pa tudi skozi to postavitev strategije se skristalizirala, je, da je v bistvu sama nagrada vedno neka oblika promocije, bom rekel, poslovne odličnosti in da to, kar manjka celotnemu sistemu, so tudi, bom rekel, neki bolj konkretni programi, mogoče neke finančne spodbude, preprosto bolj aktivno delo v tem, rečem temu, delu. Pomeni, tukaj v bistvu smo ta strategija narejena, tukaj noter je v bistvu v tem trenutku se zdaj pripravlja akcijski načrt, ki bi mogel to, da sem zdaj povedal, pa bom še v nadaljevanju povedal nekih izhodišč, v bistvu konkretizirati. Zdaj, osnovna logika, ki jo v bistvu poskušamo zdaj zasledevati pri temu, je tukaj gor na zgornji črti so določene stopnje ali pa faze po EFQM točkah. Jaz sem rekel, prva zahodna baza je nek vhodni bazen, potem en sklop podjetij ali pa razvojna stopnja podjetij na ravni te lestvici poslovne odličnosti, jo smo mi predelili Committed to Excellence, naslednja je Recognized for Excellence, potem je pa ta odličnost na nacionalni ravni, ta del je v bistvu danes pokrit z nagrado, ne? In pa potem je tista še globalna odličnost. Zdaj, vsa logika, ki je, če zdaj gledam tale trikotnik,
Več podjetij imamo, ali pa velika večina jih imamo v nekem vhodnem delu in veliko bliž proti vrhu, manjše število teh podjetij. To, kar v bistvu se zdaj mi pogovarjamo, kar v bistvu pripravljamo, je, kako oblikovati programe, ne, zato, da se v bistvu ta piramida, bom rekel, potiska od spodaj v bistvu navzgor. In zdaj v osnovi to, kako bi to počeli, bom rekel, mogoče je na nek način poskušati prikazati v tej shemi, to spodbujanje v poslovni odličnosti zame v bistvu ima ene 4 stebre, torej na levi strani bi bil, temu rečem, nek konkreten program spodbujanja poslovne odličnosti, ki bi tekel na ta način, da bi mi na podlagi nekih kriterijev ali pa povabil oblikovali eno skupino podjetij, jih vključili v program, v katerem bi ta podjetja, bom rekel, naredila neko prvotno samooceno, v nadaljevanju v bistvu skozi to samooceno bi se identificirali v bistvu priložnosti za izboljšave projekti, ki bi, rečemo, da so predstavljajo eno oviro v nadaljnjem razvoju podjetja ali pa na ravni poslovne odličnosti, glede na višjo stopnjo, potem bi temu sledil določen projekt izvedbe in na koncu spet po nekem izvedbu vseh aktivnosti samoocena, ki bi mogla biti spet višja. Pomeni, gre za to, da bi v okviru tega programa mi zagotavljali temu strokovno podporo, ne, in pa tudi, jaz bi rekel, finančno podporo, del sredstev pa resursov bi pa mogla biti tudi na strani podjetij. To je v bistvu neka osnovna shema. Druga zadeva, ki pa je tudi v bistvu zdaj predmet razmisleka, pa je tudi mogoče kakšna oblika vavčerskega sistema, zato da se tudi podjetja, ki mogoče ne bi bila direktno vključena v, če rečem temu, voden program, tudi spodbujala, da praktično isto delajo na podlagi lastne iniciative. Ne? In zato, da bi ta krog podjetij, ki poskušamo spodbujati, čim širše zajeli. In to je recimo nek konkretni del. Mi imamo v letošnjem planu delovanja za letošnjo leto predvideno, da bi nek tak pilotni projekt že izvedel. Zdaj, če hočemo to delati, pa če hočemo neko poslovno odličnost v celoti razvijati tudi kot sistemski koncept, smo pa tukaj opredelili še ene 3 osnovne stebre. Ena zadeva je v bistvu ozaveščati posamezne deležnike ali pa podjetja o pomenu, to je ta del promocijski del. Ključni del je, bi jaz rekel, tudi dvig kompetenc ali pa tudi pula ocenjevalcev, ki so vključeni v tem delu. Ko govorim o pulu ocenjevalcev, gre tukaj za 3 stvari. Eno zadevo, da se ta pul razširi tudi za ljudi z recimo menedžerskimi ali pa top menedžerskimi izkušnjami, kar so prisvojevalci v neki pretekli zgodovini že bili. Ker je tista njihova izkušnja v bistvu pomembna za to, rečemo, ocenjevanje na bolj zahtevnih stopnjah. Drugi del je pa, da ta pul, bi želeli tudi, rečemo, graditi kompetence ljudi, ki so vanga vključeni. In zelo pomembna stvar je, če hočeš na takem, rečemo, skupini ocenjevalcev delati, je tudi dvigovanje, imidža teh ljudi ali pa te skupine, ker potem dobiš neko povratno zanko, zato da se ta kompetenca in ta pul gradi. Zdaj, na koncu, če si ti med podjetji naredil neko promocijo, dvignil zavedanje, da je treba nekaj narediti, če imaš na drugi strani ocenjevalce, ki lahko pomagajo podjetjem pri samooceni, potem rabiš še tretjo stvar, potem na koncu rabiš v bistvu kompetenco, lastnega kadra, ali pa nekih svetovalcev iz različnih področij, ki so sposobne to, kar si ti ugotovil kot manjko,
v procesu, ki ga želiš izboljšati, preko tudi izvesti. Na koncu priješ, da rabiš ljudi, ki znajo to tudi narediti. In mislim, zdaj tudi, ko gledam zdaj pa nas v Spiritu, ko smo se lotili teh procesov, ni pri nas več problem zavedanja tega, pomena tega, preprosto danes nam manjka znanja, lastnega, ali pa tudi ti, da v zunaj upaš, zato da ta nivo poslovne odličnosti dvigneš na višji nivo. Zdaj, mogoče jaz tukaj bi kar zaključil, če zdaj ponovim bistvo, 4 stebri so in na vseh 4 stebrih je treba praktično delati, če hočemo, da je nek model uspešen. To z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. No, zdaj pa vabim še k tretji predstavitvi. Predstavila jo bo gospa Barbara Pehrc. No, ta prispevek je bil narejen skupinsko. So avtorja sta še magister Vitomir Pretnar in pa gospa Loredana Levan. En lep dober dan, pozdrav sem skupaj. Jaz bom v tem časovnem okviru želela predstaviti uvajanje in izboljševanje sistemov vodenja kakovosti v javni upravi. Zdaj, kaj to pravzaprav pomeni, oziroma kakšen sistem vodenja? V javno upravo smo intenzivno v tem in prejšnjem letu začeli uvajati model KAF. Zdaj, prav zanima me, koliko v tem prostoru vas je, kaj iz javne uprave pa v modelu KAF še niste nič slišali. Super, to se pravi, vsak že malce pozna ali pa je saj slišal. Koliko pa je taki, ki je v modelu slišal, prihaja iz javne uprave, pa še nima ali pa še ni nikoli uvajal model v svoje poslovanje. Super. To se pravi, z vami, če vas bom prepričala, če se vam bo zadeva zdela zanimiva, bi se rada potem kasneje v tam avli kaj dobila, pa lahko kakšne podrobnosti, če malo bolj pogledamo, dorečemo in vas lahko vrstimo v naslednje leto v krog, kjer boste recimo sodelovali pri uvajanju modela. Če nekako začnemo na začetku, tako nekaj izhodišča, pravzaprav uvedba modela KAF ni od danes, ni od včeraj, ampak njegova uvedba v organe javne uprave poteka že pravzaprav od leta 2000, pa že tudi malo prej. Vendar ta uvedba je bila bolj ali manj stihijska, kar pomeni prepuščena samemu organu, da se odloča, ali bo to uvedel, ali bo z uvedbo tudi nadaljeval, tako ali drugače. Vendar nekako se je spremenilo z strategijo razvoja javne uprave, ki je bila oblikovana leta 2015, ko so se cilji, da se bo model KAF uvedel v javno upravo, zapisali tudi v samo strategijo. Potem podrobneje še bolj v dvoletni akcijski načrt 2016-2017 in pa potem še v nadaljnji, naslednji dvoletni akcijski načrt 2018-2019, ki je seveda sedaj v sprejemanju. Seveda pa samo zapisani cilji v strategiji niso dovolj. Potrebni so tudi resursi, ki omogočajo, da se ti cilji potem tudi izvedejo. Zato se je v letu 2017 ustanovil tako imenovani sektor za kakovost v okviru Urada za razvoj na Ministrstvu za javno upravo. Ta sektor danes obsega 10 zaposlenih, od katerih se jih nas 5 ali pa 5 zaposlenih aktivno ukvarjamo z uvedbo ali pa implementacijo modela KAF v organe javne uprave, potem tudi njegovo nadgradnjo in pa tudi v bodoče planiramo neko informacijsko podporo temu uvajanju modela KAF. Seveda pa tudi brez dobrega načrta plana sama uvedba, izvedba, implementacija, kakorkoli že temu rečemo, ne bi šla. Zato je bil prav tako v letu 2017 potrjen tudi projekt, zagonski elaborat projekta, to se pravi za uvedbo in uvajanje izboljševanja, to se pravi sistemom vodenja kakovosti v javno upravo. Določen bil vodja projekta in pa v tem projektu so bili seveda definirani nosilci,
aktivnosti, potem roki, omejitve, finančna sredstva, tako da nekako to je bil nek dober temelj, izhodišče za to, da se je pravzaprav res dobra sistematski pristop na tem področju uvedbe modela KAF-a pričel. Zdaj, glede na to, da nekateri ali pa da več ali manj vsi poznate ta model KAF, o njem kaj dosti ne bomo podrobneje govorili, bi pa lahko samo okvirno malo povedali, da je to gre za nek ocenjevalni okvir, kjer zaposleni v okviru nekega organa, organizacije, sami samostojno oziroma v obliki neke skupine, mi rečemo samoocenjevalna skupina, pogledajo vse te vsebine in jih pregledajo v smislu, kjer ugotavljajo, kaj je dobrega pri teh vsebinah, kaj bi bilo potrebno izboljšati, kaj lahko na hitro izboljšamo, potem skupaj pripravijo neko oceno, skupno oceno, ki ni sicer najpomembnejša, je pa seveda tudi pomembna, pripravijo zaključno poročilo svojih ugotovitev delovanja in pa iz tega pripravijo akcijski načrt, ki pa je najpomembnejša zadeva v bistvu te samoocene oziroma samoocenjevanja po modelu KAF. Akcijski načrt naj bi zajemal aktivnosti oziroma ukrepe za izboljšanje posameznih področij in pa tudi že pripravljene rešitve, kaj želimo kot končni rezultat doseči. Vseboval, to se pravi, naj bi tudi nosilca na ime in priimek, ne neko organizacijsko enoto, potem tudi rok izvedbe in pa ta naj bi bil, akcijski načrt naj bi bil uresničljiv v obdobju 2 do 3 let, ne dlje. Kar pomeni, zelo je trebno biti pozoren, da se res v akcijski načrt upeljajo ali pa vključijo aktivnosti, ki bojo izvedljive v roku 2 let in bodo tudi res izvedljive. Ne neke želje, neke pričakovanja posameznika ali pa bolj celotne skupine. Nekako od teh naših izkušnjev dosedanjih smo recimo priporočamo, da se potem ta samoocena ponovno izvede na obdobje 2 do 3 let. V okviru našega projekta, to se pravi, ko smo ta elaborat pripravljali, smo si mi zadali nek ciklus, nek časovni okvir, kako začnemo z privabljenjem novih organov organizacij, potem pa kakšen je potek sodelovanja z njimi, kako jih uvajamo in kako potem oni izvedejo to samo oceno in kaj potem sledi. Nekako ta termin oziroma časovni okvir traja približno, začne že leto prej, pred samo oceno, v jesenskem času pošljemo poziv organom v javni upravi za povabilo k sodelovanju pri uvedbi modela KAF. Potem želimo, da imenujejo neko kontaktno osebo, s katero bomo mi sodelovali in bo tudi vezni člen med njihovim organom, njihovim vodstvom in pa seveda bo sodelovala z nami kot nekimi usmerjevalci, spodbujevalci, pomočniki pri uvedbi modela KAF v organu. Potem v januarju nekako se srečamo z vsemi temi imenovanimi kontaktnimi osebami in podamo neke usmeritve, kako naj se zadeve lotijo, kaj jih čaka, kje so pasti, kje so priložnosti, kaj bojo še morali postoriti, preden začnejo samo oceno. In potem sledi usposabljanje. Usposabljanje traja 1 dan, 2 dneva, zdaj ponovem, bom povedala še na nadaljevanju. In potem lahko po usposabljanju organ začne samo oceno v svojem okolju. Po izvedbi samo ocene, to je nekje v prvi polovici leta, če se kje zatakne, lahko tudi v jesenskem času, ampak nekako vsekako želimo, da je do septembra samo ocena izvedena, se pripravi končno poročilo, akcijski načrt in potem je pika na i vsega, vse te samo ocene, potrjen akcijski načrt pri vodstvu. Ni dovolj, da je akcijski načrt samo izdelan, mora biti tudi potrjen strani vodstva, kar pomeni, da dobi neko podporo, da dobi neko veljavo in
Potem pa seveda v tem času, ko je to potrjeno, sledi zasledovanje realizacije ciljev tega akcijskega načrta. Imenovati se mora oseba, ki bo to zasledovala in potem poroča vodstvu odklone ali pa poroča o dosežkih, da je bila realizacija 100% ali pa ne in zakaj ne. In vse to recimo traja nekako 2 leti. Po 2-letnem obdobju pa je prav, da potem organ ponovno planira ponovno samo oceno. Zdaj, KAF v letu 2017. Kaj smo vse v letu 2017 to našo ekipo postorili? Vzpostavljena je bila baza 59 KAF uporabnikov. Mi rečemo, malo uporabnike delimo na KAF uporabnike in pa na KAF začetnike. No? KAF uporabniki so tisti, ki so to se pravi model KAF izvedli že večkrat, lahko tudi do 10-krat, eni so bili zelo pridni in moram tlele pohvaliti upravne enote, ki so pionirke na tem področju. One so pravzaprav za uvedbo tega modela KAF pričele že v letu 2000 in še vedno danes s tem nadaljujejo, vztrajajo. Zdaj verjetno imajo nek razlog za to, tako da pohvalno, bom pa tudi v nadaljevanju povedala, zakaj je bilo tudi in za njih dobro in mogoče tudi za nas. Potem v letu 2017 smo uvedli, ali pa smo v 13 organov državne uprave, to se pravi vsa ministrstva razen enega in pa generalni sekretariat vlade, uvedli model KAF. Je bilo kar nekaj napora z gospodom Mitomirjem Pretnerjem, sva aktivno sodelovala pri vseh teh aktivnostih, spodbujala, usmerjala, pomagala, malo so nam tudi oni odkrivali nova področja, tako da smo skupaj s skupnimi močmi vse to prebrodili in na koncu je bil rezultat previden. Potem 166 uslužbencev je šlo na usposabljanje glede modela KAF, kar pomeni širi se znanje, širi se vedenje o modelu KAF, o samooceni kot taki. Potem oblikovana je bila tudi koordinacija predstavnikov vodstva za kakovost, kar pomeni, da smo se tekom, ko so izvajale samo ocene pri teh novih, ki so prvič uvajali model KAF, smo se srečali, smo šli skozi aktivnosti, ugotovili, kje smo, kje so težave, kako lahko pomagamo, kako so te težave reševali drugi. Skratka, s skupnimi močmi smo se nekako lotili nekih vprašanj, nekih dilem, pa tudi prenašali dobre prakse med sabo. Tako je bilo v letu 2007 konec leta, oziroma pravzaprav to je bilo pa že zaključek, 2018 smo imeli v januarju podelitev priznanj KAF uporabnikom in KAF začetnikom, teh je bilo 39, 25 KAF uporabnikom iz vrst upravnih enot in 14 KAF začetnikov na novo, to se pravi tistih na novih začetnikov, pa so se prvič spoprijateljili ali pa spogledali z modelom KAF. Takole je izgledalo naše srečanje na podelitvi. Jaz vem, da je nekaj predstavnikov na tej podelitvi tukaj, tako da bi prosila, da tisti ostanete, če bi kdo rabil kakšne informacije, tisti, ki se ne bi tem uporabnikom nekoč pridružili, tako da kar prosim, podelitev, ja, kar še, sem vam še, pa upravne enote so bile tudi, tako da kar ostanite prosim, ker vas poznam, upravna enota tamle. Tako da prav lepo, hvala, mogoče so bili začetki malo tako negotovi, ampak verjamem, da zadovoljstvo je zdaj kar veliko, tudi slika nam to dokazuje, bi rekla. In ugotavljamo, da KAF daje rezultate, no? Kajti, s tem, ko se srečujemo v skupini, se ustvarja neka sinergija med zaposlenimi pri vodenju organa. Poveča se tudi odgovornost za reševanje problema, če sodelujemo pri kreiranju rešitev za nek problem, če sodelujemo tudi potem pri aktivnosti, da se bo ta problem rešil. Seveda KAF v tej skupini daje in mogoče, da se generirajo izboljšave. En vedajo drugo, tako da, ja, sigurno je to pomembno.
Potem veča se zavzetost za realizacijo akcijskega načrta, če so v akcijski načrt dane aktivnosti, za katere vemo, da se bodo realizirale, v času, da jih bo nekdo spremljal, da jih bo nekdo tudi poganjal in rekel, mogoče v tem trenutku rabimo še to in to, da se bo to realiziralo. Potem sigurno se izboljša odnos do strank, in pa ustvarjajo se partnerski odnosi, tako v skupini, kot tudi z zunanjimi deležniki, in pa vsekakor tudi se uvede ponoven timski pristop ali pa se krepi. Tako da tudi to je rezultat KAF-a. Zdaj, kaj pa v KAF v letu 2018? KAF, to se pravi, mi nadaljujemo s temi aktivnostmi po programu in začeli smo že nov cikl, tako da imamo trenutno v letu 2018 13 novih organov, ki so se opogumali in pristopili k uvedbi, to se pravi, da bodo uvedli model KAF v svoje poslovanje, tako imenovani KAF začetniki. Iz tega naslova imamo 165 uslužbencev, ki se bodo usposabljali, trenutno to usposabljanje poteka. Tudi mi se izboljšujemo. Ne vem, sicer, če ste opazili, v letu 2017 smo imeli usposabljanje za model KAF samo enodnevno. V tem letu smo glede na priporočila lanskoletnih udeležencev usposabljanje podaljšali na 2 dni, tako da smo ga razdelili na teoretični del in pa potem na praktični del delavnico, kjer se res konkretno pokaže, kako naj bi neka skupina začela z delom pri uvedbi modela KAF v svoje delovanje. In pa izveden je bil tudi usklajevalni sestanek za izvajalce usposabljanj, teh usposabljanj je kar nekaj. Imamo mi 3 izvajalce usposabljanj in da imajo vsi enotno podlago izhodišče, da lahko enotno podajajo smernice, usmeritve vsem udeležencem, smo pač izvedli usklajevalni sestanek. Mislim, da je bil dober, udeleženci oziroma izvajalci usposabljanj to upoštevajo, kako bojo udeleženci zadovoljni, bomo pa še videli, ker vedno tudi njihov odziv merimo. In pa seveda ekipa v sektorju, to sem jaz in pa gospod Tretner tam, če lahko ostane, da ga vidimo. Tako. Mi dva aktivno sodelujeva, spremljava, pomagava, usmerjava. Vse tiste, ki ste prvič začeli, ste prvič na poti, tako da brez bojazni, kdor bi se odločil kar pogumno, nič ne boli, veliko pa sodelujemo, no. To je pa tudi res. To se pravi, KAF, mi nekako v našem sektorju skrbimo, da ustvarjamo trden osnoven temelj za nadaljno, za pot dvig k poslovni odličnosti. Zdaj, KAF je bil začet leta 2000, trenutno mi delamo na KAF verziji iz leta 2013, je pa v pripravi tudi nova verzija KAF-a, ki je predvidena za leta 2020, kjer bojo manjše večje izboljšave. Zdaj več govora bo v naslednjem mesecu na KAF eventu v Sofiji. Tam se bodo začele prve razprave o tem, kakšen bo KAF ali pa kakšna bo nova verzija KAF-a leta 2020. Seveda pa to še nekaj manjka do poslovne odličnosti in zato smo tudi mi uspeli s pomočjo upravnih enot, ki so bile pionirke pri tem in so model KAF neprestano uvajali oziroma so ga do danes ohranile v svojem delovanju, lahko izvede tudi KAF-EPI. Ta KAF-EPI pa je neka v bistvu zunanja povratna informacija, nadgradnja KAF-a. Eksterna KAF-EPI je eksterna oziroma zunanja povratna informacija, kjer podobno kot pri zunanjih presojah, tudi tle skozi tretje oko se oceni proces izvajanja samoocene in pa vključevanje načel kakovosti in pa tudi vrednot celovitega obvladovanja kakovosti v organizacijo ali organ. V bistvu je tako, da to se pravi, tukaj imamo na 2 straneh prijavitelje. To so organizacije, ki želijo, da se jih pogleda tudi od zunaj. In pa na drugi strani imamo zunanje ocenjevalce, ki prihajajo iz drugih organizacij
in skozi svoje oko pogledajo, to se pravi proces samoocene ali pa tudi načela kakovosti, ki so opredeljene, kako so vključene v organizacijo ali organ. Pri tem vsekakor gre za prenos dobrih praks, izkušenj, tehnik in pa nekako doba trajanja te, to se pravi ocene ali kakorkoli, velja za obdobje 2 let. Potem je to potrebno ponovno ponoviti, pride mogoče tudi druga ekipa, drugi pogledi in tako nekako rastemo in se dvigujemo po spirali na višji nivo. Zdaj, tlele na tem projektu dela kolegica Loredana Leon, tako da bi njo predstavila, tako da če bo kdo imel kakšne bolj detaljne informacije, bo ona tista prava oseba, ki bo to dala, pa tudi Vito seveda pomaga Loredani. Vito je desna roka in meni in Loredani, ali kontra, pa moje kontra. Tako da tudi na KAP-i, to se pravi na neki nadgradni KAP-a, je bilo v letu 2017 kar nekaj narejeno, ponovno poudarjam, predvsem po zaslugi upravnih enot, ki so ta proces uvajanja modela KAP uspele ohraniti do danes. Brez te podlage tudi nam KAP EPI-ja ne bi mogli izvesti in upeljati oziroma narediti nek pilotni projekt. Tako je bilo v letu 2017 na ta pilotni projekt vključenih 6 prijaviteljev, upravne enote, vidite, katere so. Potem usposobljenih je bilo 17 zunanjih ocenjevalcev, prav tako predvsem iz upravnih enot, nekaj pa tudi iz našega ministrstva. To usposabljanje je bilo enodnevno, je bilo v angleškem jeziku in pa bilo je izvedeno pod okriljem EITE. Moram reči, usposabljanje je bilo kvalitetno, je bilo pa zelo, to se pravi časovno, zelo natempirano in pa mogoče je daj kakšna barijera, kakšna angliška beseda. Ampak smo se v redu ujeli, jaz sem tudi na tem usposabljen, zato lahko govorim iz prve roke. Potem izvedena sta bila 2 ločena posveta, tako posvet za prijavitelje, kot pa posvet za zunanje ocenjevalce. Na vseh teh posvetih je bilo seveda tako na eni strani prijaviteljem, kot pa za zunanje ocenjevalcem podane so bile smernice, kaj morajo pripraviti, kako se morajo organizirati, kako naj se povežejo, kaj je potrebno gledati, kaj je potrebno dati poudarek po teh medsebojnem sodelovanju oziroma izvajanju eksterne ali pa zunanje povratne informacije. In seveda, na koncu je bila izvedena tudi analiza rezultatov celotnega KAP-ja, ter pa tudi analiza zadovoljstva prijaviteljev in zunanjih ocenjevalcev. Zdaj, ker nimamo tlele toliko časa, če bi koga bolj te podrobnosti zanimali, se lahko vrnejo na gospoda Loredano, kot sem že omenila. In pa seveda za ta trud so bile podeljene potem tudi diplome na ERQ konferenci kakovosti na Bledu. In glejte, noben se ga to nadrži, prav vsi so veseli in moram reči zadovoljni. Na začetku je bilo malo sicer pomislekov, mogli so vložiti nekaj truda, malo je bojazni tudi na oni strani prijaviteljev, kaj bo zdaj prišli nekdo in nam bo nekaj malo gledal, pa malo komentiral, ampak glejte, na koncu, pod črto pogledano, smo vsi pridobili. Tisti, ki smo šli pogledati, smo se nekaj naučili, tisti, ki so bili pogledani, so pa dobili neke nove usmeritve, neke nove pravzaprav napotke ali pa prenos nekih dobrih praks, izkušenj. Tako da, verjemite mi, kdor bi še želel vključiti, naslednje leto bo spet poziv, tako da lahko tudi sami, seveda pa tudi mi pozive pošljamo. In seveda v letu 2018 nadaljujemo to zgodbo. Drugi pilotni projekt, evo, tukaj imamo že več prijaviteljev. Skoražilo se je že več upravnih enot, tako da skoražilo se je že več upravnih enot in imamo 14 prijaviteljev, 22 novih zunanjih ocenjevalcev, to se pravi dodatnih. Usposabljanje zunanjih ocenjevalcev je bilo že izvedeno, trajalo je 2 dneva, zato pa so bile prvem zlotnem projektu ugotovitve, da je bilo tisto prekratko, tako da 2 dneva pod okriljem slovenskih predavateljev, bolj prilagojeno mogoče za naše razmere, izveden je bil posvet prijaviteljev, izveden je bil posvet zunanjih ocenjevalcev.
In pa predvidoma v tem letu, konec leta ali septembra, se bo pa že začel redni postopek KAF-EPI. Tako da vabim vse tiste pogumne, ki se zdaj niso ali pa ki so že sodelovali v pilotnem projektu 1, da se ponovno prijavijo. Zadeve bojo potem tukaj bolj resne, tukaj je šlo za pilot, nekaj smo se naučili, tudi prav v tem pilotnem projektu se bomo, tako da bomo skušali zadevo izboljšati in potem redno začeti ta postopek. Zdaj, tako, KAF je seveda, kot sem že prej rekla, nek osnovni temelj, vstopna točka, da na poti poslovni odličnosti. KAF-EPI je njegova nadgradnja. Kako pa potem naprej, pa bo prepuščeno vsake organizaciji posebej. Morajo biti prave okoliščine, pravi trenutki in pa tudi volja vodstva oziroma odločitev vodstva, da v to gre. Za konec pa še ena taka udarna misel bi jaz rekla, če želimo iti daleč, če želimo iti hitro, potem pojdimo sami. Če pa želimo iti daleč, pa moramo iti v skupini. In ena izmed takih skupin je prav gotovo tudi samoocenjevalna skupina v obliki modela. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, ker danes govorimo o modelu odličnosti. Meni kazalec na uri kot ključni kazalnik govori, da smo v kratkem času, se pravi, da moramo spremeniti pristop. Jaz imam en kup vprašanj postavljati pripravljenih, jaz bom postavil samo eno vprašanje. Tako da dobite še vi nekaj časa za mogoče vaše vprašanje. Pa bi kar z vami dr. Kopas začel. Mogoče ključno vprašanje, kakšne so pričakovanja zdaj institucionalizacije poslovne odličnosti in pa seveda, zakaj so te vstopne sheme tako pomembne? Ja, hvala lepa. Ja, institucionalizacija mislim, da je pomembna, predvsem zaradi tega, da na nek način je strategija definirana nekako zavezanost pravzaprav celo vlade Republike Slovenije k vsem tem dogajanjem. In če gremo po vrsti dole, tudi določene so pristojnosti po posameznih resorjih. Tisto, kar je pa najbolj pomembno in od tega tudi jaz osebno najbolj pričakujem, je pa to, da se bo zdaj sistematično začeli uvajati poslovno odličnost v organizacije, predvsem v podjetja, za kar bo skrbela neka centralna inštitucija, se pravi, govorimo o spiritu, in s tem se bodo optimizirali viri, kadrovska krepitev oziroma tudi nivo znanja bi se lahko tega razpremenil oziroma dopolnil. Naslednja stvar, zakaj so pomembne te sheme? V bistvu gre za sistematično uvajanje v posameznih organizacijah, gre za postopno razvoj odličnosti, kar je precej lažje kot pa začeti nekaj iznične. In to kažejo tudi izkušnje od drugod. V končni fazi, če pogledamo EFQM model, EFQM organizacijo ponuja kar nekaj vstopnih shem, ki jih je že več ali manj naštel Gorazd. Tako da je pa res tudi to, da to smo pa ugotovili na delovni skupini, da so pa vstopne sheme lahko za posamezne področja različne, za posamezne resorje, recimo na področju šolstva, danes smo bili na področju socialnega varstva, ampak vse skupaj je lahko važno sistematično urejeno in na nek način k povečanju, k dvigu zavedanja o poslovni odličnosti in seveda večje v uporabi teh modelov. Mogoče sem še to vprašanje, ko se je pripravljala ta strategija, oziroma te zametke vse skupaj, kakšne so izkušnje v tujini? Zakaj recimo v Sloveniji je ravno pristop s strategijo poslovne odličnosti? To je zelo težko reči. Enostavno je v Sloveniji bila nuja, da nekaj naredimo. Mi smo delali analizo, do časa smo že opazili to,
to upadanje prijav na priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Seveda, namen te strategije ni, ali pa izključen namen ni, seveda zdaj povečati število prijav. Ja, tudi, ampak namen strategije je, da ravno to, da se prej govoril, da se dvigne nivo razumevanja in pa dvigne število tistih, ki uporabljajo ta orodja, predvsem zaradi tega, da se poveča konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo smo postavljali v sredino. Je pa res to, da tudi EFPM, danes popovdne pride direktor EFPM-a. EFPM zelo izpostavlja Slovenijo, ker je menda edina izmed njihovih članic, oziroma partnerjev, ki je se tega področja realizirajo kar strateški način. Stali imajo neke scheme vzpostavljene, ki funkcionirajo, nekateri bolje, nekateri manj, ampak vse, kako so pa funkcionirale, rečem, v vseh državah bolje funkcionirale. Gospod Mihelič, za vas vprašanje. Zdaj, nekako ste nakazali, da ste se tudi sami začeli ukvarjati s to mislijo, da boste se najprej samo odsedli, ali pri tem zaznavate mogoče neke potrebe po miselnih preskokih? Miselni preskok vsakakor je potrebno narediti. Se gre za to, da jaz ne govorimo o poslovni odličnosti. To je zame en zelo širok pojem. In v bistvu zdaj, ko jaz z različnimi ljudmi govorim, in govorim o pomenu te poslovne odličnosti, me vsak vpraša, kaj točno mislim. Pa sem govoril zdaj z direktorico Združenja Manager, rekla sem tudi, mi govorimo o te poslovne odličnosti v top managementu. Ali je zdaj to, ali je to še kaj drugega. Tako da zdaj, ko govorimo o sami promociji tega, o dvigovanju zavesti, ali pa sploh rečemo temu spodbujanju poslovne odličnosti, je en od izzivov, kako to zadevo komunicirati na nivoju, da ga uporabniki zastopajo. Zdaj, jaz sem nekaj stvari povezal, izhajal sem že govoril o spiritu, preprosto iz tega, kar smo mi danes pričeli, ali pa že leta v preteklosti, neke storitve na isti način, v istem obsegu in pa z enim razvojem ali strategijo, da je treba tudi iti naprej. Tigiš pa lahko naprej, če se reorganiziraš, definiraš svoje kompetence, razvijaš procese in jaz sem te organizacijske spremembe, ciljno usmerjenost v rezultat, usmerjenost v ljudi, dvig kompetenc, povezo ali pa zastopen, potem del predanosti ali poslovne odličnosti. Orožje, ki ga pa zdaj, recimo, o katerem zdaj govorimo, je FPM model, je pa zame preprosto inštrumentarij za to, da bi lahko merili napredek v tistem, kar delamo naprej. Ko govorimo, jaz osebno sem ta preskok miselni naredil. To, kar zdaj počnem, je, da ta preskok naredi tudi naslednji nivo zaposlenja. Mogoče samo še eno to vprašanje za vas. Glede na to, da v Sloveniji enačimo poslovno odličnost s priznanjem Republike Slovenije za poslovno odličnost. Ali mogoče ta naziv nekoliko zamegljuje to bistvo poslovne odličnosti, se pravi, da stopiš na pot in da v bistvu začneš nenehno izboljševati svoj sistem? Ali je to mogoče na nek način celo ovira? Jaz ne vidim to zadevo kot oviro, ker v bistvu, če govorimo o nagradi, na ta način nagovarjamo tiste, ki so tam že zelo visoko. In je zdaj, če poskušamo nagovarjati tudi podjetja, ki so nekje proti sredini ali pa na začetku, potem jih ne moreš nagovarjati z nekim nagrado, ki je za njih še v tem trenutku nedosegljiva. In v tem elementu ne vidim, da bi nagrada bila spodbuda za podjetja, ki so na začetku. In je to komunikacijo treba pač tem podjetjem prilagoditi. Se mi zdi pa nagrada v vsakem primeru dobrodošla. Ko sem jaz bral tehnično literaturo, pa so Japonci, pa Američani vse posod imajo nagrado.
Ne, tudi šport ima olimpijske igre, pa svetovna prvenstva, ne, ampak vse te discipline delajo tudi z mladimi, pa podmladki, da pripeljajo do piramide pač teh vrhunskih športistov, pa pripeljajo do piramide. Mogoče še za vas, gospod Pehac, vprašanje. Javna uprava seveda ima nekoliko drug način ali druge pristope kot gospodarstvo. Kaj je tista ključna dodana vrednost vseh teh aktivnosti, ki jih s izvajanjem vašega projekta pričakujete? Oziroma sledite? Vsekakor ključna dodana vrednost je, da se širi pomen kakovosti. Da se širi pomen kakovosti v javni upravi. To se pravi, s tem želimo širiti miselnost, da je kakovost ni nekaj nedosegljivega, da je kakovost mogoče samo v gospodarstvu. Zato se verjetno največkrat vezali vedno na proizvod, na izdelek in tako naprej. Potem mogoče, mislim, tudi že na storitev, ampak javna uprava je izključno storitev, kar pomeni, moramo širiti zavedanje, da kakovost je tudi izboljšanje storitev. Se pravi, izboljšanje storitev do državljanov, do izboljšanja okolja za gospodarstvo, do izboljšanja okolja, do mogoče na boljši življenjski standard. In če širimo to zavedanje o kakovosti, s tem, da uvajamo model K in pregledujemo vse elemente našega poslovanja, potem verjamem, da bo prišlo to do vsakega zaposlenega in bo miselnost, da lahko vpliva s svojim delovanjem na kakovost za končnega, to se pravi državljana, končni potrošnik je naš državljan, bolj kot pa je zdaj. Hvala. Imate kakšno vprašanje v publiki? In potem se tiho je bilo. V redu. Če ni nobenega vprašanja, potem bi jaz v bistvu mogoče sklenil samo z enim stavkom, ki sem ga videl v prezentaciji gospoda Miheliča, in sicer strategija je živa. Se pravi, vse te aktivnosti, ki so nekako spostavljene z lanskoletno pripravo te strategije in seveda potem z vsemi temi aktivnostmi, kako te stvari spraviti v življenje, delujejo, so aktivne, aktivnosti se izvajajo in jaz verjamem, da vsak od nas na nek način lahko prispeva k temu. Jaz bi mogoče omenil še to, kar dostikrat mogoče pozabljamo, da odličnost ni samo neka organizacijska odličnost, ampak je najprej osebna odličnost, ki gradi organizacijsko. Se pravi, vsi na svoj način lahko pripomoremo k temu, da stvari zaživijo, da gredo v življenje in da se seveda potem tudi razvijajo. Hvala lepa našim govornikom, hvala tudi vam, ker ste nas slušali, ker ste sodelovali in pa dober tek. Hvala.